Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije As v oddaji Neposredno, kjer za vas gostimo različne goste. No, tokrat se nam je v studiu pridružil novopečeni predsednik regije SDS v Pomurju, gospod Andrej Mešič. Gospod Mešič, lepo pozdravljeni v našem studiu. Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo, pozdravljeni vsi gledalci As televizije. Gospod Mešič, zakaj ste se odločili, da boste postali predsednik regije SDS v Pomurju? Ja, zdaj v prvi fazi to ni bila moja odločitev, to je bila odločitev vseh predsednikov v pomurski regiji. Tu bi v bistvu šel na moje začetke, nekako skozi mojo zgodovino, skozi mojo družino nekako in moje prijatelje sem vedno čutil do skupnosti neko vrednost, ki bi jo lahko dal skupnosti. In zaradi tega, ker sem že z 18 leti bil nagovorjen in sem tudi vstopil v Slovensko demokratsko stranko in se nekako skozi vsa ta leta tudi poistovetil z vsemi zadevami, nekako priključil, začel zgodbo najprej na izvršilnih odborih, potem sem tudi postal pred 16 leti svetnik mestne občine Murska Sobota. Sedaj sem vodja svetniške skupine. Tako je potem tudi prišlo do tega, da sem imel možnost na regiji, da me nekako potrdijo, če seveda se bom prijavil, ampak nekako je bilo, da se temu skoraj da nisem mogel izogniti, ker je nekako tudi Murska Sobota največji odbor. Nisem šel z glavo skozi zid, ampak glede na pogovarjanje z vsemi predsedniki in z vso mojo kariero in z to mojo željo, da se nekako posvetim tudi skozi družino, skozi podjetje, da dam neko dodano vrednost svoji karieri tudi na družbenem področju in sem postal na koncu tudi vodja regije, tako da to je tako na kratko. Koliko vem, so vas soglasno potrdili? Ja, v začetku je bilo nekih manevrov, da bo še kdo kandidiral. Na koncu sem kandidaturo vložil samo jaz in moram povedati, da so predsedniki bili zadovoljni in so soglasno sprejeli to, da vodim regijo in da peljemo zgodbo naprej. Ste potrebovali blagoslov vašega predsednika, gospoda Janeza Janšo? To pri nas ni potrebno. Dejstvo je, da smo kar samostojni predsedniki v tistem območju oziroma v tistem delu, kjer delamo v občini. In stranka nekako ne vpliva, daje neka, kako bi prav, priporočila. Kakšne cilje ste si zadali, ko ste dejansko nastopili ta mandat? Oziroma, če vas najprej vprašam, kako dolgo mandat traja? Mandat je 4 leta, tudi regijskega, čeprav lahko se to menja, ampak načeloma so to 4-letni mandate. In cilji so bili predvsem v smeri, da stranko popeljamo v Pomurju na neki drugi nivo. Tudi samo stranko v Murski Soboti z zadnjimi lokalnimi volitvami, ko sem bil kandidat za župana, mislim, da smo dosegli in pokazali, jaz osebno z mojo ekipo, da v Murski Soboti lahko ciljamo višje in da neki drugi pristop daje tudi drugačne in boljše rezultate. Seveda najbolj me zanimajo mladi v stranki, nekako, da smo v stranki homogeni, da zasledujemo iste cilje, da vsi nekaj damo. Ampak to je tako, ne. Eni
delajo več, eni manj, nekateri se pridružijo stranki zato, ker imajo neka ista načela, iste poglede. In imamo polno članstvo, članstvo smo zelo povečali, odkar sem jaz predsednik, tudi mladi, to je imeli smo zelo osiromašeno stranko glede mladih, takrat, ko sem jaz prišel, se je to dvignilo za krepke procente. 22. marca so volitve v parlament in to je na nek način vaš preizkus. Ja, to je moj preizkus. Kaj želite doseči na teh parlamentarnih volitvah? Cilj pomurske regije je sigurno vsaj eden, če ne dva poslanca v parlamentu. Podpora je dokaj visoka, bila je že na prejšnjih volitvah. Pričakujemo v 8. volilni enoti vsaj 5 poslancev od 11, ki kandidirajo, to zdaj govorim o celi volilni enoti. Pomurska regija ima, tako. Mi ciljamo vsaj na enega ali dva. Upam, da bo to možno izpeljati. Je pa seveda potrebno na celem področju dvigniti procent stranke in s tem tudi omogočiti čim večje število poslanskih mest za 8. volilne enote. Seveda odraža se to tudi na državni, na slovenski ravni. Moramo dobiti čim večje število poslancev, da lažje sestavimo naslednjo vlado. Glavna strategija, s katero boste dosegli ta cilj? Sigurno homogeniziranje kompletnega članstva, potem v predvolilnem času nagovoriti volilce in da bomo slišani na pravi način, da nekako te svoje cilje, želje, kar bo dobro za pomurskega človeka, slovenskega državljana, da to izpolnimo, predvsem kar obljubimo, da izpolnimo. Mi na desni nekako nismo navajeni dajati praznih obljub, zato bi rad, da ljudje prisluhnejo, kaj bo govoril na soočanjih naš predsednik, kaj bodo govorili tudi ostali, ko bo za to čas. Tako da vsekakor upamo na prave cilje in da te cilje izpolnimo. Kam se bo, gledamo na slovenski nivo, kam se bo politična tehnica nagnila? Bo ostala na levi, torej bomo imeli levo vlado, ali bo šlo na desno stran, ali se bo ta tehnica ustavila nekje na sredini? Zdaj, ta trenutek, kot vidimo, je težko verjeti medijskim anketam. Več ali manj so vse bile prerejene, to kažejo tudi zadnje volitve oziroma zadnji referendumi, zadnje volitve v Evropski parlament. Vidimo, da so tu prišlo je do čist drugih rezultatov, kot so nekatere medijske hiše napovedovale. Predvidevam, da bo zdaj tudi tako, da se bo s tem manipuliralo in da bo nekako probali se ustvarjati to javno mnenje. Tako da zdaj, kam se bo tehnica nagnila, zelo dobro bi bilo za državo Slovenijo, da se nagne desno. Zakaj? Zaradi tega, ker zadnja koalicija oziroma zadnja vlada ni, mislim, da je izpolnila pričakovanja ljudi in da bodo ljudje v tem trenutku pričakovali dolgoročno stabilnejšo okolje za vse v Sloveniji, tako za gospodarstvo, tako za ljudi, tako za vse enostavno. In bi bilo dobro, da ta tehnica gre v desno. Zaradi nasplošno celega evropskega okolja, ki sedaj samo sili v desno smer. Vi ste podjetnik, torej ste podjetnik, imate podjetje, pa morda, če primerjate stanje podjetnikov pred 4 letmi pa danes, po 4 letih, so kakšne spremembe? Mi smo družinsko podjetje, že 53 let ima oče obrt, mi skozi to podjetje nekako smo navajeni tudi vršiti dialog, da lahko tako dolgo
podjetje obstane. Trenutno je pa podjetništvo, kot vidite sami, ne? Zdaj, kaj je zdajšnja vlada naredila v teh 3,5 letih? Neko stabilno okolje za podjetništvo sigurno ne. Zadnjih pol leta je pa razmetavanje bombončkov, kot ko vidiš na gostiju, da se mečejo oni bombončki. Tako se zdaj to dogaja zadnje, niti ne pol leta, to se zdaj dogaja zadnje 3-4 mesece. Če nimaš kaj dosti za pokazati, potem pač v zadnjem obdobju mečeš bombončke in upaš na čim boljši rezultat. Podjetništvo pa sigurno rabi stabilno okolje, da ve, kaj bo mogoče za 10 let, 15 let, da lahko tudi obrtniki in firme, ki pridejo v Slovenijo, nekako z svojimi investicijami, ne grejo s čistim denarjem, ampak investicije morajo nekako zapirati. Zapirajo se 5, 10, 15 let in se ustvarja neka dodana vrednost podjetju. Tako da stabilno davčno okolje, ki trenutno ni. Nikoli ne veš, z meseca v mesec je enostavno, ne veš, kaj te lahko pričaka drugi mesec. Neka ideja vladajočih, da bi bar bila povedana prej, da se lahko pripraviš. Ne, danes je tak, jutri pa že mora biti tak. Ne. Vedno je bila za Slovence v preteklosti, ker smo se kot Slovenci v preteklosti vedno soočali z takimi in drugačnimi pritiski, je bila vedno to, da so bile vedno velike družine, veliko je bilo otrok, če gledamo 50, 100, 200, 300 let nazaj. Ampak danes pa vidimo, da je rodnost tako nizka, kot mislim, da še nikoli v zgodovini, odkar se pač ti podatki beležijo. In iz leta 2024 je en tak podatek, je bilo v soboški bolnici 666 rojstev, medtem ko 10 let nazaj pa je bilo prek 1000 rojstev. Zakaj menite, da se ta mlajša generacija ne odloča za otroka, raje si kupijo veliki avto ali pa gre kam na dopust na mesto, da bi imeli novo generacijo? Zakaj prihaja do tega? Tako zavidljivo številsko ste povedali 666, da ne karikiram s kakimi drugimi zadevami. In zdaj bom povedal primer iz mestne občine Murska Sobota, pa tudi to je iz drugih občin, ko smo dobili, ne vem, kar rapidno povečevanje vrtca. Jaz sem takrat, mislim, da šel edini gor in povedal, da vrtce naj plačuje država Slovenija, da mi zdaj že tretjič v 5 ali 6 mesecih ne bomo sigurno za povišanje tega vrtca. Zadnji predlog, ki ga je dal župan, je celo umaknil točko povečevanje vrtcev točko je umaknil na sami seji, ker je videl, da to enostavno več ne pije voda, da bo občina morala to nekako konsolidirati in sama zagotoviti ta sredstva, ker je to šlo v normalne sfere. Ne. Potem smo dobili razrez, kjer se vidi, koliko kdo plača. Nekateri po 600 evrov skoro, nekateri nič. Vsekakor bi rad s tem povedal, da tudi če kdo ima normalno službo, pa ima dokaj normalno plačo in mu takoj te, kako bi rekel, razne stopnje, po katerih se računa vrtec, ne, prinešajo, za enega otroka plačuje takoj 500, 600, 700 evrov, potem naj ima, ne vem, 2-3 otroke in potem kje smo. Nekdo pa plačuje nič. Ne. Da, naprimer, mož in žena gresta na nivo, da svojo plačo preračunate in da vidite vse stroške. Tudi to je mogoče eno v razmeri, da potem razmišljata, ali je v redu, potem nimata še stanovanja, eno drugo. Ne. Glavno, okolje, ki bi ga mogli producirati, bi moralo biti takšno z zakoni in vsem drugim, da je prijazno družini. Kaj recimo izobraževalni sistem? Kaj dejansko sporoča tej mladine? Je recimo družina ali pa imeti naslednje generacije, je to pomembno? Je pomembno recimo spoštovati svoje prednike,
Jaz imam taki občutek, da ravno šolski sistem ne deluje v to smer, da bi nekako poskušali tudi tej mladi generaciji povedati, lete, spoštujmo prednike, imejmo naslednje generacije. Se mi zdi, da se to iz leta v leto bolj izgublja in da je to tudi eden izmed glavnih problemov, zakaj se ti mladi ne odločijo za naslednjo generacijo, za otroke, ker se jim to ne zdi pomembno. Ja, družba je mogoče postala tudi malo preveč hedonistična in v tem razpitem hedonizmu in z vsemi nekimi organizacijami, ki tudi podpihujejo vse razen družine, ne, tudi z ideologijami, ki so prisotne ne samo v Sloveniji, ampak po celi Evropi. To so predvsem te leve ideologije, tudi imamo v Sloveniji razne strahotne podpornike splavov, kar imamo sicer mi v ustavi zapisano, ampak oni se borijo tudi za tisto, kar je v ustavi zapisano, samo da se proti nekom borimo. Ne. Seveda je družina najbolj pomembna celica naše družbe in bi morali biti toliko pametni, da bi glih to, kako se rekel, dedek, babica, oče, potem vnukece, sinovje, hčere, da je ta povezanost nekako prisotna. Vezi se morajo pretrgati, ko gre vsaki na svojo stran in se mora potem zavedati, da dela na tem, da je človek nekako ustvarjen tudi za to, za svoje potomce. Ampak vsa zdajšnja politika, predvsem leve strani, je naperjena na to, bi se proti družini. Mi v Slovenski demokratski stranki tako imamo slogan Dom, družina, domovina. Še ta slogan zdaj napadajo nekateri po medijih. In težko bi povedal, zakaj moraš ta slogan napadati. Ne? Katere slogane bi potem moral dati? Kaj moraš postaviti na prvo mesto? Kako bi vi konkretno spremenili to rodnost oziroma demografsko sliko? Torej, uvoz tujcev ali svojo generacijo? Iz danes na jutro je to nemogoče spremeniti. To mora biti neki dolgoročni plan, ker z danes na jutro ne moreš ne vem koliko sproducirati Slovencev. Ne. Je pa naprimer zdajšnja garnitura, ki vlada, takoj ukinila, ne vem, če naslednji teden ali naslednji mesec, že demografski sklad, ki smo ga v prejšnji vladi ustanovili. Kaj nam je to dalo zapovedati? Da so dobrodošli vsi drugi, samo Slovenci, ne? Tako da. Tudi recimo v deželi ob Muri se tudi veliko govori o raznih teh infrastrukturnih projektih, pa morda še kakšen je vaš pogled na te infrastrukturne projekte, ki so ali bodo, ki bi morali biti, pa niso, pa tisti, ki so, pa morda niso. Morda vaš pogled na te infrastrukturne projekte v deželi ob Muri. Dobro, zdaj najbolj pereči problem Murske Sobote je seveda obvoznica, ne, katera sigurno bo, če bo desna vlada. Ne. Ta zadeva je bila pripravljena že za mojega prvega mandata, ko sem bil, in se seveda pod vsemi temi levimi vladami ni uresničila. Te 2 leti, ko smo mi imeli vlado, lahko sam povem, da smo naprimer takrat Mursko Sobota-Gaderovce uredili cesto. Seveda v 2-letnem mandatu je to ne bilo, ampak sigurno je to prioriteta desne vlade in garantiram, da to bo. S tem, da vse levi župani, ki so pa se potem zvrstili, ker je že prvi župan, pri katerem sem bil, te stvari smo speljali in sprejeli do konca. Ne. Tu je pa zdaj bilo samo obljubljanje. Ne. Seveda, denar vedno zmanjka za Pomurje in za Mursko Soboto. Ne. Ampak nekateri govorijo, da je problem te vzhodne obvoznice, da župana Murske Sobote in pa Moravskih Toplic nista iste politične barve. Da je to nekako vzrok, da še te vzhodne obvoznice Murska Sobota nima. To so lari fari, tako po domače povedano. Ne.
Vedno zmanjka denarja. Ne? Vse se začne in konča pri denarju. In če ni denarja, potem ni obvoznice. Pred časom smo v enem od medijev zasledili naslednji zapis o tej vzhodni obvoznici, kjer je pisalo: Vzhodna obvoznica je eden osrednjih infrastrukturnih projektov, poteka nemoteno in v skladu z zastavljeno časovnico. Kako bi to kaj pokomentirali? Da, malo mi je smešno. Ne? Ta časovnica se te zdaj že odvija nekih 12 let. Udar se je menjala načeloma takrat desna opcija v Murski Soboti. Skozi vse te vlade, ki so bile, sploh pa ta zadnja, ki bi to lahko res odredila, ker je več ali manj vse pripravljeno. Jaz pravim, da tudi še bi prav, da so si zadrževalnik zmislili tam v Moravski občini, da ga je treba biti, da se to ne izgradi pravočasno. Pa to je moje osebno mišljenje, da zdaj ne bom se v stroko mešal. Veliko prahu je v zadnjem času dvignil ta sporazum Mercosur. Vemo, da v petek so imeli tudi naši kmetje v Ljubljani protest, pa tudi vemo, da je bil vseevropski kmečki punt v Bruslju. Tudi jaz osebno sem bil tam, da smo še tudi mi poročali o teh zadevah, da so tudi lahko naše gledalke in gledalci tudi videli, kaj se tam dogaja. Pa morda, kako vi gledate na ta sporazum Mercosur, torej ta sporazum med Evropsko unijo in pa med južnoameriškimi državami? Prvo bom povedal, da bi mi v Sloveniji se morali pobrigati za samooskrbo. To pomeni, da smo samooskrbni, da z našimi kmetami naredimo strategijo, da bomo čim bolj samooskrbni. Vemo, da ne moramo biti absolutno samooskrbni, ampak cilj Slovenije in vlade in tisti, ki vladajoče strukture, da s kmetami naredi skupaj pot do maksimalne samooskrbe. Kmet v tej vladi je popolnoma zaničevan. In vse, kar se mu daje z raznimi odloki in vse, kar mora sprovajati, ne bom povedal, da ni sprejemljivo, ampak našega kmeta dela v bistvu popolnoma neenakovrednega drugim kmetom. Ta Mercosur je v bistvu zdaj, če bomo uvažali, ne vem, s kje, to so v bistvu združene te večje korporacije, ki potem uničujejo, ne vem, kmeta na pomurski ravni zdaj, če so v Pomurju, na slovenski ravni. Mislim, da to ni dober sporazum, ker ne vemo, kako stvari tam stojijo. Kaj oni imajo na drugi strani sveta za zakonov, tu se našemu kmetu prejudicira z raznimi zahtevami, tam pa potem so lahko zahteve v luftu. Tako da, jaz menim predvsem, da bi morala država Slovenija, vlada, poskrbeti, naša desna bo, da to sinergijo med kmetom in vlado spostavimo nazaj. Zdaj, če vas razumem, ste podpornik Mercosura ali ste nasprotnik? Nasprotnik, sigurno. Jaz sem podpornik našega kmeta. Zdaj, če se še malo vrnemo na Mursko Soboto, vi ste zdaj že kar, mislim, 4 mandate ste že občinski svetnik, pa nekako ste dali skozi 3 župane. Od Štiheca, Levška, sedaj Anželja, ne? Pa morda so tu kakšne vzporednice pri vladanju teh gospodov, ali so kakšne razlike. Kako vi gledate? Torej, z vsakim ste nekako tako ali drugače sodelovali, pa morda kakšni so kaj pogledi na te 3 gospode? To je kar izzivalno vprašanje. Zdaj mene poznajo v Murski Soboti oziroma v teh krogih kot človeka, ki se ve pogovoriti, ki lahko pač debatira tudi z ostalimi političnimi strankami. To upam trditi, ker sem nekako vedno bil ta vezni člen vseeno. Ne? Na lokalni ravni tudi se ne igramo neke državniške politike
Na koncu smo vsi Sobočanci, vsi se srečujemo v mestu, tudi odprej se poznamo. Sobota zdaj ni neko milijonsko mesto, da bi zdaj tukaj to poznanstvo ne bilo. Jaz sem tudi celo življenje imel takšen posel, da sem poznal več ali manj, me poznajo vsi ljudje v Murski Soboti, pa tudi širše. Redko kdo, mogoče ta mlajša generacija, ne toliko. In kaj naj povem, ne? V prve mandate smo imeli zelo dobre nastavke za naprej. Prvi takratni župan Štihec je skozi tisti mandat, pa tudi prejšnji mandat in pol, zelo dobro nastavil zgodbo, kako bi naj Murska Sobota napredovala. Potem seveda pride župan z neke druge opcije, ki je ubral drugo strategijo, tudi glede samooskrbe oziroma takrat naprimer toplotne oskrbe, in ne vem, da ne naštevam zdaj nekih točno zgodb, ker ni toliko cajta valjda, ampak drugi župan je zavzel nekaj druge. Je pa imel drugi župan po prvem srečo, da je leto dni rezal trake od prejšnjega župana. Je tudi se nekaj storilo, seveda tudi z pomočjo svetnikov. Nekako bi rekel, da je bil dialog. Zadnji župan pa, kaj naj povem, malo je preveč odvisen od starih garnitur. Malo več mogoče se postaviti na lastne noge. Problemi so v občini, seveda z denarjem kot vedno, ampak trenutno je absolutno tako, da župani podeželja in periferije nimajo denarja. Ker država enostavno tudi skozi povprečnine in vse, kar bi morali dajati zadnje 3,5 leta, občine ne suportira z denarjem enakovredno, kot bi morala. Oziroma vedno za tiste stroške, ki pripadajo občini kot sami in se skozi povprečnine potem budžet polnijo, same mestne občine so vedno manjše. Vedno nekaj manj dajo in zdaj imamo, ne vem, tu gre v cifre nekje z vsemi povišanji, ki so, in potem nepolnjene občinskega proračuna se pojavljajo debele ničle. In potem seveda ni za investicije in za vse drugo. A vi to podpirate, da bi recimo Pomurje postala pokrajina? Naša stranka je že to pred mnogimi leti predlagala in tudi hotela uzakoniti, potem te stvari niso šle skozi, predvsem z vidika enakomernega razvoja občin in enakopravnega razvoja občin. Ker kakorkoli, če samo malo pogledate, pa gledalci, vidimo, da je v Sloveniji sploh pa zadnjih nekaj let absolutno prisotna centralizacija, ne? Sploh pa centralizacija denarja. Naprimer, za mene je najbolj banalen primer zadnji, da ne vem, v Ljubljani zgradijo kopališče za 70 milijonov, cela Pomurska regija pa ne vem, če je bila deležna 70 milijonov. Ne, to je ena karikatura tega, kar me vprašate. V glavnem, jaz sem za pokrajine, seveda z tem načinom pravim bi lahko pristopali boljše tako do podeželja kot ostale regije na splošno. Da vse to ni center alfa in omega te Slovenije. Gospod Mešič, predsednik regije SDS v Pomurju, hvala lepa za obisk našega studia in v prihodnosti še za kakšno zanimivo debato o aktualnem političnem dogajanju v Pomurju. Hvala za povabilo in tudi pozdrav vsem gledalcem televizije AS.